Policija redno izvaja nadzor vladnih ukrepov pri zajezitvi novega koronavirusa. Pouk na daljavo v glasbenih šolah deluje nemoteno. Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, lepo pozdravljeni in vabljeni k osrednji informativni oddaji televizije AS. Čeprav smo v času prvomajskih počitnic, še zmeraj veljajo uredbe, ki jih je vlada uvedla in naj bi pomagale pri preprečevanju širjenja novega koronavirusa. V skladu s tem policija izvaja nadzor na državnih mejah in omejitvah gibanja znotraj matične občine. Naša ekipa se je odpravila na teren, kjer je s prometno policijo iz Policijske uprave Murska Sobota preverjala, kako se Slovenci držimo predpisanih ukrepov in kako poteka delo policistov v tem času. Ker je nadzor na mejnih točkah zopet vzpostavljen, policija 24 ur dnevno preverja vse, ki vstopajo v našo državo. Bili smo na mejnem prehodu Gederovci. Mi ugotavljamo upravičenost potnikov pri prehajanju državne meje, v tem primeru na mejnem prehodu v Gederovcih med Republiko Slovenijo in Avstrijo. Konkretno na našem mejnem prehodu je večje število te delovne migracije, ki vsakodnevno gre upravljati službe. Zdaj, na kak način to praktično izgleda, policisti pri vstopu v Republiko Slovenijo preverimo, če ljudje, kateri vstopajo v Slovenijo, izpolnjujejo te pogoje. Morajo imeti pri sebi potrdilo svojega delodajalca, vsekakor pa tudi osebni dokument. Opažajo, da mejo v tem času prestopajo predvsem delavci migranti. Treba-Rič pa izpostavi tudi primer, ko je bil slovenski državljan zavrnjen s strani avstrijske policije. V večini primerov so to osebe, katere imajo ta upravičeni razlog, so pa vmes tudi potniki, ki poskušajo prečkati mejo, in sicer v današnjem dnevu smo že imeli primer, ko je hotel en gospod upraviti bančne storitve v Republiki Avstriji in je bil s strani mejnih organov na avstrijski strani zavrnjen, ker so smatrali, da nima upravičenega razloga. Policija pa izvaja tudi nadzor prestopanja občinskih meja. Vsakodnevno izvajamo na večjih točkah, se pravi zdaj konkretno v našem primeru, katere pokriva Policijska postaja Murska Sobota, izvajamo te kontrole na mejah med občinami. Čisto poljubno izbiramo te meje, imamo pa če nekako določeno, kdaj bi izvajali, in jih tudi zamenjujemo, preverjamo in ljudi povprašamo, zaradi čega grejo iz občine v občino. V večini primerov so to nekako upravičeni razlogi, se pa najde tudi kakšen posameznik, ko nima upravičenega razloga. Zoper takšne pa v največjih primerih potem nekako upozorimo, da potem, če nimajo teh nekih upravičenih razlogov, da se naj vrnejo domov in naj upoštevajo ta navodila. Ob tej priložnosti smo o upoštevanju ukrepov povprašali še naključna mimovozeča, ki jo je policija ustavila na relaciji Murska Sobota-Puconci, in sicer o tem, kje sta bila ter kaj menita o samih ukrepih. Domov z Ljubljana sem taščo vozil na pregled v klinični center. Podpiram te ukrepe, ko s tem smo dosta pripomogli, ko se je zmanjšalo širitev koronavirusa. Mislim, da so vsi ukrepi zelo dobri. Je pa malo težko to vse skupaj zdržati. Če se po domačem pogučavljamo, gdje se zdržim. Osebno jaz nikam ne idem, to zdaj, ko sem sem prekršen, prav z občine v občino, drugoče sem pa doma v hiši, živim pa sam. Sem na kosilo, povabljen sem bil na kosilo k hčerki, potem še sina imam tam v drugi hiši in pa sem malo pogledno. Kako pa policija postopa s kršitelji? Je predpisan tudi ukrep, in sicer se napiše predlog drugemu prekrškovnemu organu, in sicer zdravstvenemu inšpektoratu, kateri potem izreče globo. Prepovedano pa je tudi zbiranje na turističnih točkah. Tudi tam policija izvaja poostren nadzor. Vsakodnevno izvajamo kontrole na turističnih točkah. Zdaj, če točno se dotaknemo Murske Sobote, je ena izmed takih turističnih točk Expano.
potem Brod čez reko Muro v Krogu in skupaj tudi z mestnim redarstvom vsakodnevno izvajamo te kontrole, tudi če naletimo na kakšno večje zbiranje teh oseb oziroma na kakšne prekrške, ljudi tudi temu primerno ustrezno obravnavamo. Moram pa povedati, da so občani nekako se zelo pozitivno vedajo do tega ukrepa, saj smo prejeli tudi že več raznih prijav, ko opažajo ljudje kršitve in nas potem tudi obvestijo o teh kršitvah in spet gremo in preverimo zadevo in ustrezno ukrepamo. Na vprašanje, kako postopajo v primeru, če imajo pri svojem delu opravka z osebo, ki ima očitne znake okužbe, pa Trebarič odgovarja. Konkretno v takšnem primeru bi postopek bil sledeči, da bi obvestili pristojno zdravstveno službo, osebo toliko časa zadržali, da bi oni prišli do nas in bi potem tudi upravili pregled, izmerili temperaturo in postopek peljali naprej po medicinski stroki. Bliža se konec šolskega leta tudi v glasbenih šolah. Natančnih navodil, kako bodo učenci opravljali zaključne izpite, še ni. Ravnateljica glasbene šole Murska Sobota Erna Lukač pa ocenjuje, da bodo učenci tudi to šolsko leto uspešno zaključili. Od četrtka sprejemajo tudi že spletne prijave za vpis novincev v vse programe, ki jih bodo izvajali v prihajajočem šolskem letu. Pozdravljeni, gospa Erna Lukač, ravnateljica glasbene šole Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Tudi vi izvajate v tem času pouk na daljavo. Kako to poteka pri vas? Verjetno bolj specifično kot na osnovnih šolah. S kakšnimi težavami se srečujete, če se? Ja, zdaj vse nas je nekako ujelo načeloma na začetku nepripravljene ta naša epidemija, ampak moram pohvaliti in povedati vsi pedagogi, tako v osnovnih šolah, kolikor sem seznanjena, tudi sin imam, ki je v osnovni šoli in določene stvari spremljam, tako tudi naši učitelji v glasbenih šolah so se zelo hitro odzvali, poiskali poti, načine, da lahko pridejo pravzaprav do vsakega učenca in praktično iz dneva na drug dan se je prestavil ves pouk na daljavo. Uporabljamo pri pouku, seveda tako kot večina šol, različna omrežja. Največ pouka poteka preko Skypa ali pa okolja Zoom, ki je najbolj primerno. Moram povedati, da imamo na nek način srečo, da imamo individualni pouk. Dejansko sta prisotna pri pouku učitelj in učenec. Ob tem bi se rada zahvalila vsem staršem, ki so prijazno skočili na pomoč, pravzaprav pri tem, da so omogočili učencem, otrokom, da preko nekih elektronskih naprav, preko nekih omrežij lahko ta pouk sploh poteka. Kar se tiče pouka, pravim, da se pravzaprav izvaja normalno po urniku. Učitelj pač učenca pokliče ob tisti uri, ko ima ponavadi pouk inštrumenta in opravita vse potrebne zadeve preko nekega omrežja. Tudi skupinski pouk pravzaprav poteka, sicer ne toliko preko Skypa ali pa okolja Zoom direktno, ampak preko elektronske pošte, konzultacij, posnetkov. Ogromno je tudi učiteljev pripravljenih neke določene naloge posneti, obrazložiti, poslati učencem. Seveda pa potem, če je kakšna težava, velikokrat tudi je, recimo pri nekem skupinskem pouku, se pa potem z učiteljem ali pa učiteljico slišijo individualno in tiste zadeve pa seveda tudi preko takih individualnih konzultacij rešujejo in pomagajo. Tako da moram reči, da kljub temu, da je situacija nekoliko nenavadna, pravzaprav pogrešamo vsi neko socialno noto pri vsem tem, ampak samo strokovno delo, sam pouk na nek način je kar dobro stekel. Zanimivo je tudi to,
da so nekateri učenci celo sedaj bolj pridni, bolj pripravljeni delati. Mogoče je tudi to neka sprememba, ki jim je zanimiva. Druge vsebine so, ali so pa vsebine na drug način podane in za vsakega je to pravzaprav nek izziv in veliko je učencev, ki pravzaprav z veseljem to delajo. Bliža se pa tudi že konec šolskega leta. Kako boste izvedli končne izpite? Vi zaključujete z izpiti, če prav razumem. Tako je. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že izdalo sklep, s katerim spreminja nekatere zadeve v pravilniku o ocenjevanju in napredovanju učencev v glasbenih šolah in v letošnjem šolskem letu izpitov ne bo. Sklepom so določili torej, da bo oceno na koncu leta oblikoval učitelj posameznega predmeta. To je sicer pričakovano, zato ker vseeno mislim, da pri nas, pri glasbi, pri umetnosti ni samo notni zapis, ampak je tudi umetniška vrednost neke skladbe ali pa nekega izvajanja, zato ob tem dejansko izpiti ne bi bili primerni. Vsekakor je pa mogoče oceniti delo učencev tudi zdaj, nadaljavo in bomo pač s tem, tako kot so navodila ministrstva, zaključili šolsko leto. Res je, da nam vse aktivnosti zdaj tudi do konca šolskega leta odpadejo, kar se tiče letnih koncertov. Na šoli delujejo orkestri, zbori, komorne skupine, nekako so zmeraj tempirani na konec šolskega leta, da pokažejo tisto, kar so se čez šolsko leto naučili, z nekimi letnimi koncerti. Žal to zdaj ne bo mogoče, bomo sicer videli, kaj se bo dogajalo maja, kdaj bomo prišli nazaj, če bomo še uspeli do junija karkoli narediti, ampak nič ne obljubljamo, ker je dejansko potem v skupinskem nekem orkestru ali pa neki večji skupini malo težje v kratkem času vse skupaj narediti. Ampak glejte, takšni so časi, se moramo prilagoditi in se tudi bomo. To je bilo tudi eno izmed mojih prihodnjih vprašanj glede odpadlih obveznosti oziroma koncertov, tekmovanj. Sem pa zdaj v tem vašem nagovoru oziroma odgovoru zasledila, da pričakujete, da se maja vrnete nazaj v šolo. Glejte, to je naša želja vseh, ne. Vemo vsi, spremljamo medije, pravzaprav šola nimamo nič kaj dosti več informacij ali pa boljše informacije, kot jih ima ostala javnost. So si včasih nasprotujoče, po eni strani se ukrepi mehčajo, po drugi strani spet dobivamo navodila, kako zaključiti šolsko leto, tako da glejte, bomo videli, jaz upamo pravzaprav vsi skupaj, da bomo prišli pred zaključkom šolskega leta v šolo in da bomo nekako tudi si segli v roko na koncu šolskega leta in rekli srečno pa lepe počitnice. Če pa ne bo šlo, bomo pa to naredili tudi preko neke aplikacije. Se pravi, če se za trenutek vrneva na tekmovanja pa odpadle koncerte, jih boste kako nadomestili oziroma je to zdaj pač dokončno, so odpadli, jih ne bo? Ja, najverjetneje je to dokončno, zato ker letni koncerti so pravzaprav, kot sem že omenila prej, neko kontinuirano delo čez celo šolsko leto. Vmes so počitnice in september je novo šolsko leto, pričeti je potrebno z novim snovjo. Poleg tega orkestri recimo se zamenjajo, učenci v orkestrih se zamenjajo, nekateri končajo, nekateri pridejo zraven in dejansko, da bi na kasnejši termin predstavili, je praktično nemogoče. Tudi tekmovanja, nekaj smo jih celo mi organizirali, Soboški festival, drugi bi bil letos zapovrstjo, je odpadel. Naslednje leto bo verjetno drugi, bomo še enkrat ponovili številko. Tako da te stvari odpadajo. Razen, kar bi mogoče kakšni manjši koncerti, da bi se lahko ponovili. Tudi recimo letos smo bili organizatorji revije pomurskih javnih glasbenih šol. Vsake 4 leta se ta revija seli po glasbenih šolah v Pomurju. Letos smo bili na vrsti mi. Bila je načrtovana marca.
seveda zdaj to odpade, naslednje leto, edino kar bo, da bomo potem drugo leto spet mi ostali organizatorji. Bolj bom rekla, pa me še niste vprašali to, ampak mogoče izkoristim tudi to, nekoliko, zdaj bom rekla, težje organiziramo sprejemni preizkus za šolsko leto 2021. Mi smo ponavadi z vsemi aktivnostmi glede predstavitve inštrumentov, v osnovnih šolah smo imeli dan odprtih vrat, smo imeli, ki smo ga ponavadi imeli v trgovskem centru Maximus. Tam smo predstavili inštrumente, našo dejavnost, skupine, tudi orkestri so nastopili. Skratka, poskušali smo na nek način nagovoriti vse tiste, ki še ne obiskujejo glasbeno šolo, pa bi morda želeli, se pravi otroke, njihove starše, javnost. Zdaj v tem času žal to ni mogoče. Poslužujemo se pač nekih drugih možnosti. Sam sprejemni preizkus se je tudi s sklepom Ministrstva za šolstvo prestavil na mesec junij, čeprav bi moral biti že maja, se pravi od 1. do 30. Tudi to je ena od tistih morda dilem, čeprav ne vemo, ali se vrnemo ali ne, je zdaj pač ta termin ostal s sklepom postavljen. Ni siguren, ne? Od 1. do 30. pravzaprav bomo videli, kaj se bo maja dogajalo in bomo potem morali določiti tisti termin, če se bomo vrnili v šolo. Ampak na nek način pravim, imamo zdaj, iščemo druge poti, preko medijev, preko nekih družbenih omrežij, da seznanjamo javnost z našo dejavnostjo, predstavljamo inštrumente. Na naši spletni strani smo že objavili določene informacije, objavili smo tudi povezavo na spletno prijavo na vpis, kjer zbiramo prijave, to še ni sprejemni preizkus, ampak na nek način zbiramo prijave, da bomo potem lahko vse zainteresirane po elektronski pošti obvestili o terminu sprejemnega preizkusa. Skratka, poslužujemo se različnih, pač tisto, kar je zdaj na voljo, ne, nekih internetnih možnosti. Kaj pa vaši učenci, ki bi se želeli vpisati recimo naprej na srednjo glasbeno šolo oziroma na konzervatorij, kako bodo oni izvedli sprejemne izpite? Mogoče ni pravo vprašanje za vas, ampak tudi vi ste verjetno seznanjeni s tem postopkom. Veste, letos je posebno leto in verjetno bo podobno tudi pri maturantih in tako naprej. Tisto, kar je pač prelomnica v nekem izobraževanju, se seveda prilagajajo in kriterije in časovno. Sprejemni preizkusi bi morali biti marca, ampak so prav tako prestavljeni na junij. Zdaj, seveda, vprašanje je, kaj se bo maja dogajalo. Če maja ne bodo imeli učenci pravzaprav stika z profesorjem za sprejemne izpite, se bo tudi to verjetno še spremenilo. Prav tako se zna zgoditi, da se bojo sprejemni prestavili na jesen. Ne, bomo videli, kaj se bo pravzaprav dogajalo. Je pa vsekakor jasno, da kakovost, ali pa kako bi rekla, ne, kriteriji ne bodo smeli biti enaki, kot če bi bili normalni pogoji, ko bi hodili v šolo. Ne. Kaj konkretno se bo dogajalo, pa je to zdaj v tem trenutku zelo težko napovedati. Se pravi, čez počitnice, te, ki zdaj prihajajo, poletne, ne načrtujete nekih koncertov, če bi bila že možnost, da bi jih lahko izvedli. Otroci sedaj ne morejo nastopati, verjetno tudi njim nekako to manjka, da se pokažejo, izkažejo, kako psihološko to dejansko vpliva na vse učence, ki obiskujejo glasbeno šolo. Pač vemo, da nekateri imajo ambicije, da bi se radi pokazali, izkazali. Vsekakor to manjka vsem, tako učencem kot tudi učiteljem, ne. Moram povedati, da se znajdejo in imajo določene nastope v okolju Zoom. Tako da preko interneta in se dogajajo, zdaj sem dobila že kar nekaj informacij, bom dobila tudi povabilo, da se bom udeležila tega nastopa. Ja, kot ste rekli, in učencem in učiteljem to manjka. Žal trenutno druge poti ni, da bi se pokazali.
Tako da zdaj pač probamo preko teh nekih elektronskih naprav to nadomestiti. Počitnice so res počitnice, če bi želeli, da bi kakšne nastope ali pa koncerte izvedli, bi pravzaprav cela skupina orkestra morala sodelovati. Med počitnicami je to, bom rekla, niti ne smemo, ker šolski koledar predvideva počitnice po zaključek šolskega leta 24. junija, po drugi strani pa tudi učencem je potrebno pustiti, da se na nek način odpočijejo od vsega tega, čeprav je to zdaj pouk na daljavo, so doma sicer, ampak kljub temu mislim, da so zelo obremenjeni, tako z osnovno šolo, kot tudi z glasbeno šolo in morda še kakšno drugo dejavnostjo, ko jo delajo. Prav tako so obremenjeni starši in poletne počitnice jaz verjamem, da bojo vsi izkoristili za to, da naberejo moči in seveda upamo vsi skupaj, da se potem septembra vrnemo v normalne pogoje, na stare tirnice, da bomo lahko spet načrtovali nastope. Glejte, nastopov bo še veliko, priložnosti prav tako. Zdaj se pač znajdejo nadaljavo te dejavnosti, ki jih izvajajo, ampak v prihodnje pa jaz mislim, da bomo to vse skupaj lahko nadoknadili. Važno je, da se čim prej vrnemo v normalne tirnice. Pa za konec mogoče še vprašanje, ki sem ga postavila tudi ostalim sogovornikom iz šolstva. Kako bo pa ta nekakšna luknja, delo od doma, učenje od doma vplivalo na naslednja leta oziroma zdaj konec tega šolskega leta bo manjkalo, pač ni isto, vemo. To sem tudi, kot sem prej omenila, pravzaprav pri inštrumentu, pri nas v glasbeni šoli, seveda je drug način dela, ampak smo mnenja, da ne bo manjkalo, ker glasba je pravzaprav in tehnična pripravljenost in pa potem umetniška pripravljenost. In zdaj v tem času mi na umetniškem izrazu kaj dosti ne moremo delati. Ampak lahko pa toliko več naredimo na tistem drugem segmentu. Se pravi, otroci preberejo več literature, se naučijo tehničnih prvin. Sama glasba preko elektronike seveda se ne sliši tako, kot bi se morala. Ampak so pa druge zadeve, memorizacija, lahko se na pamet učijo skladbice. Skratka, zdaj en drug segment toliko bolj recimo obdelamo ali pa se toliko več naučijo neke drugega cilja, ker cilji v glasbeni šoli pravzaprav so na koncu nek umetniški vtis. Ampak do tega umetniškega vtisa ti prideš le tako, da si ti tehnično pripravljeni to izvesti. In pa potem še občutiti. In tega zadnjega ni. Prvega pa ja, je ogromno. In bom rekla, otroci se odzivajo, vadijo, posnetke pošiljajo, literature predelajo še in še, seveda ne vsi, ne bomo se zdaj tako hvalili, bom rekla, ampak dejansko otroci so pridni, večina jih dela, eni pač več, eni manj. In mislim, da kar se tega tiče, manjka ne bo. Ne bi smelo biti. Bo pa res, da bo potem naslednje leto malo več dela na tistem umetniškem vtisu, na umetniškem segmentu, kjer pa bomo potem pač malo več naredili. Bomo pa mogoče toliko malo literature predelali. Najlepša hvala za ta pogovor. Upam, želim vam, da se vse čim prej vrne v stare tirnice. In seveda vabljeni naši gledalci v čim večjem številu, da se tudi odzovete mogoče vpisu, kaj ne? Tako, ja, lepo povabljeni vsi skupaj. Elektronska prijava je na naši spletni strani, tudi vse informacije glede tega, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih ali pa mesecu, glede razpisa in vpisa v novo šolsko leto. Vse informacije torej so tam, tako da vljudno vabljeni vsi skupaj, ki imate željo se pridružiti glasbi, pa nam, da izpolnite tole prijavo.
Toliko v današnji osrednji informativni oddaji. Še naprej ostanite v naši družbi in seveda doma.